Vili Resnik, zdravo. Lep pozdrav tebi, seveda vsem poslušalcem Radio Prlek. Kje pa imaš Aljo? Alja, ja, danes je mogoče, ker imaš kakšno obveznost. Mislim, da je na Koroškem, ker delajo nekaj novo, tudi muziko in tako naprej, tako da se dogaja. Skupaj sta v novi skladbi, kako je prišlo do tega sodelovanja? V bistvu tako bi rekel, ja, Rok Lunaček, ki je pač avtor te pesmi, je imel idejo, da bi naredil nekaj malo drugače, nekak drugačen stil muzike in potem je rekel, Vili, naredimo in duet, pa Zaljo naredimo. Ja, zanimivo, malo drugače bi res lahko bilo. In evo, tako je pač nastala ta pesem, tako da v bistvu gre vsa priznanje Roku. Zato pojeta dobro jutro, dober dan. Ja, to je pa zato, ker se mi zdi, da so oba tako bolj pozitivna, vesela, energična, zato pa je ta pesem, bom rekel, neko sporočilo ljudem, ker zdaj je pač tudi veliko dežja in tako megleno in tako naprej. In ta pesem prav pa še, bom rekel, za ta čas, se potem, ko bo sonce, pa tako ljudi bo imeli dovolj energije, pa bo drugače. Tako da se mi zdi malo drugačna muzika, no. Kaj rečeš pogosteje, dobro jutro ali dober dan? Dobro jutro, dobro jutro. Torej si bolj jutranji človek. No ja, rabim nekaj časa zjutraj, da zagrejem svoj motor, da začnem delati, čeprav zjutraj rajš malo pogledam, kaj se je kaj dogajalo po svetu in pri nas, tako da pa rečemo, da nisem čisto, ampak zgodaj pa zjutraj vstajam, to pa je res. To si pa želim, ker pravim, da tako mora biti. Kako potem to usklajuješ, ko imaš koncerte? Težko, ampak veš kaj je tisti adrenalin, ki vstaneš od prejšnje noči, zato se zgodaj zjutraj vedno vstanem, tudi če sem zmatran, pa potem popoldne bolj nekako zaspim oziroma počivam še, ker ja, vedno je premalo spanja, tako da je kar zoprno je. Vse v bistvu ljudi bi rekel, kako toliko zgodaj vstane. Ja, ker si pač še vedno pod nekim vtisom in potem premlevaš kaj in kako in potem, ko poješ, radaš kar nekaj da span. Vili, bi potem lahko rekli, da je ta skladba optimistična? Ja, jaz mislim, da ja, ker se mi zdi, da reakcija ljudi, ko takole malo okrog hodam, mi sami pač rečejo, da kar nekaj prinese, nekaj, tudi če ni sonce, ker ima bolj sončen dan nastane, bolj veselo, pozitiven. Vse to je bil v bistvu naš namen, da naredimo neko energijsko stvar, da miško spodbudimo ljudi, da so malo bolj veseli, ker ja, situacija na splošno ni tako rožnata dobra, tako da zato bom rekel, da je ta pesem kar prava v tem trenutku. Je pa tudi neke vrste budnica video, ki spremlja skladbo. Ja, to so posnela pa v Ljubljani, so se malo hecala. Bom rekel tako, malo drugače. Ja, se nismo iskali nekaj posebnega, neko posebno zgodbo, mogoče tisto, da so malo pač dobili darila, pa se je zamešalo in tako naprej, ampak predvsem neko veselje, kaj kdo dela. Mogoče se bojo ljudje celo našli v tem videospotu in oni počnejo konec koncev enako, kaj si bereš malo časopis, malo potreniraš, malo spiješ kavo, malo poješ in to je to. Tokrat sodelovanje z Aljo, katero bo naslednje sodelovanje? Lej, ti bom povedal pošteno. Ne vem, mogoče ima kdaj Rok kakšno idejo, zanj mi sicer govoril o neki novi ideji, vendar zaenkrat ne ostane skrivnost. Prvo moram zdaj svoje spet narediti, tako da bo ljudje videli, da še vedno delam pač muziko, ampak tale z Aljo mi je bilo pa res všeč zato, ker mogoče sem imel prej drugačno mnenje v njej. Zdaj sem se malo bolj spoznala in je prav fino, ker imamo obadva dovolj energije in veselja do življenja. Sva se prav ujela, tudi glasovno se mi zdi, da prav paše, da poboljša dušo, no tako malo bolj veselo. Pa veš, Vili, da sta skupaj z Aljo 55? Kaj pa 55? Alja je imela 25 let glasbene kariere, samostojne ti pa 30, skupaj 55. Ja, vidiš, no, mislim, to so lepe številke. Sem mislil, da je kaj drugega, mi ostari, sem se že strašil. V glavnem, ja lej, pazi, oba imamo veliko izkušenj in zato potem rata taka pesem, ki je neobremenjujoča, ki prinese malo veselja in energije. In prav zdaj sem videl, kaj pomeni, če je človek že nekaj časa v tej sceni in ko prideš tja, začneš snemati in je to vse logično, kaj mora kdo kaj narediti. Bova pa sedaj naredila tisto, kar morava, skladbo poslala našim poslušalcem. Zato, Vili, kaj bo? Dobro jutro ali dober dan? Dobro jutro, dober dan, prva kava s tabo, dober plan. Mislim, da bo to. Čeprav bom rekel, dober je, lej, eni začnejo dan s čajem, eni pa s kavo. To je to. Sonce pliza po nebu spet gor, človek pa mora biti pikico nor, da loči dobre od slabih ljudi. Ma sej ni problema, sej z mano si ti. Kup veselja dobiš za drobiš, ko rečem drobiš, mislim, da zamižiš in si predstavljaš le dobre stvari. Ma sej ni problema, ker z mano si ti. Vse, kar je bilo in bo,
različna v eni stvari, a oba sva človeka z iskro v očeh. Sonce pliza po nebu spet gor, človek pa mora biti pikico nor, da loči dobre od slabih ljudi. A sej ni problema, sej z mano si ti. Vse, kar je bilo in bo, vredno je le toliko, koliko ljudi je, ki ob tebi hodijo. Dobro jutro, dober dan, prva kava s tabo, dober plan. Dobro jutro, dober dan, ko si z mano, nisem sam. Dobro jutro, dober dan, prva kava s tabo, dober plan. Dobro jutro, dober dan, ko si z mano, nisem sam. Dobro jutro, dober dan.